Zanimivo je, da ste ugotovili, da obstajata dva nivoja empatije. Prvi nivo empatije je tam, ko si ti nekaj izkusil in potem se nekomu nekaj dogaja in si ti sposoben, bi rekel, to prevesti na svoje tiste. In dajmo reči, da se je njej za trenutek odprlo srce. In da se je tebi za trenutek odprlo srce, enkrat prej. In zdaj ti nekako dojameš, kaj to pomeni, če pravilno, pa razumeš to njeno, ko ne moreš reči stisko, ko je nekaj drugega. To sproščanje, razumeš. Ampak, a si ti zares čutila to, kar je čutila ona? Sem, ampak ne v taki meri, ne toliko intenzivno kot ona. Lahko ne toliko intenzivno, lahko pa tudi ne čista prava, se pravi, lahko je njena barva bila rumena, tvoja je oranžna, ampak ti lahko, razumeš, ne samo da je drugi odtenek rumene, je to lahko malo druga barva. Zato, ker ti bi rekel, aha, če tako bolj enostavno, rečeš, aha, to je tisto, to se zgodi vse na podzavestnem nivoju, ampak je tako, kot da bi rekla, aha, to je tisto, ko sem jaz takrat čutila in tako dalje, vem, zakaj gre. Ampak v resnici mi prav natančno ne vemo, razen če smo sposobni se v človeka zares potopiti. In ljudem pač, ki imajo to sposobnost, ni treba, da jo imate, da se razumemo. Jaz samo govorim, ker dostikrat pridejo ljudje, ki imajo težave s tem, ko so empati. In težava se kaže pač v temu, da se pravi, za empata je ključno, da nekaj zadev je ključnih. Prvo je, dosti časa, ali pa lahko celo življenje imajo resne probleme, empati ne ločijo, kaj je njihovo, kaj je od nekoga drugega. A ti lahko tukaj vsem pomaga? Ne, ti ne more pomagati. Tudi v tem primeru ne? Ne, zato ker ne more razločiti, da je tvoja od nekoga drugega. To so drugačne, ki sem bom poskusil razložiti učenje. Se pravi, če ste vi empat, ki je odprt ali zaprt slučajno, poljubno, neodvisno od vas, potem vi ne boste nikoli vedeli zares, kaj je vaše, kaj je od nekoga drugega. Šele takrat, ker se boste, dve tehniki obstajate, takrat, ker se boste naučili poljubno začutiti ali ne začutiti drugega. Se pravi, da vi lahko empatijo, sočutje vklopite ali pa ga zaprete. Ne čutite in vas ne zanima, ne boste čutili, kaj drugi čuti. Druga pomembna stvar je, ko enkrat to dosežete, da tega ne dosežete, ker ne veste, kako s tem, takrat se itak ne morete pomagati. Tam so te izmenjave in sploh ne veste več, kaj je leva, kaj je desna. In to, verjemite mi, to v človekovem življenju povzroči kar nekaj zmede. Lahko začneš ukvarjati stvari, ki niso tvoje, ali pa misliš, da so tuje, pa so tvoje, pa cela vrste pač teh štosov nastane. Naslednja stvar, ki je ključna, je, da ne vstopate, če nimate dovoljenja. To dovoljenje se ne podeljuje z besedo, ti dovoljujem lahko, izrecno vprašaš in tako naprej, ampak načeloma se ne vstopa brez dovoljenja. Ker je to tako, kot da ste vdrli nekomu v hišo v stanovanju. Enaka stvar. Ampak, če hočete to početi, morate najprej obvladovati, bi rekel, to sposobnost, pa to danost, pa kakorkoli, ki je lahko prekletstvo. Ne si misliti, da takrat, ko ste vi čoln na peroči reki, ko ne veste, zakaj gre, kdaj se boste zvrnili in tako naprej, je zadeva vse prej kot fajn in prijetna in zanimiva in tudi slučajno ne boste čutili kot moč ali pa sposobnost, ampak kot nekaj slabega.
skrajnih primerih, bi rekel, že kar mali peklo.